V studiu pozdravljam predstojnico Inštituta za jezikoslovje na Primorski univerzi, doktorico Vesno Mikolič. Profesorica Mikolič, dober dan, dobrodošli. Dober dan. Knjižnica v Kamniku je ena redkih v Sloveniji, ki ponuja bralcem knjige tudi v jezikih narodov nekdanje Jugoslavije. Kako to? No, določen izbor te literature gotovo najdemo tudi v drugih knjižnicah, ampak tako načrtnega dela na tem področju pa najbrž res ne in je to zelo pohvalno. Zakaj? Najbrž do določene mere je razumljivo, da je po osamosvojitvi Slovenije prišlo do nekega občutka, ko smo želeli pokazati neko suverenost, samozadostnost, do neke mere tudi Slovenije. Vendar pa je danes nesmiselno, da se pretvarjamo, da nam te kulture, ti jeziki nekdanje Jugoslavije niso blizu in je smiselno te kulturne prostore povezovati, imeti stike, tako kot so bili pravzaprav v takšnih ali drugačnih stikih skozi vso zgodovino. Slovenija ima kar 16% prebivalcev, ki so rojeni izven slovenskih meja. To je uvrščal sam vrh držav OECD. Zdi se, vsaj takšen je vtis, da teh dejstev sistem noče ne videti, ne slišati. Kako to? Kaj je treba spremeniti? No, tu je gotovo potrebno delo in od spodaj navzgor, se pravi same manjšine je prav, da so organizirane, se povezujejo in seveda se zavedajo svojih pravic, svojih potreb. Na drugi strani pa pravna zaščita je nedvomno nujna, potrebna, taka, ki omogoča polno življenje teh manjšin. Zdaj, v Sloveniji sledimo kriteriju avtohtonosti, ki je po eni strani dober, ker ne narekuje preštevanja manjšin, po drugi strani pa je vprašanje, kdaj se začne avtohtonost in tudi ali tako imenovane neavtohtone manjšine imajo dovolj pravic ali imajo dovolj pravic za uresničevanje svojega polnega življenja. No, vi se zavzemate za večkulturno vzgojo v Sloveniji. Kako bi jo lahko izvajali konkretno? No, medkulturna vzgoja je gotovo možna na vseh stopnjah in tudi pri vseh predmetih, kajti pomembno je, da mlad človek ozavesti svojo identiteto, tudi kulturno, tudi etnično, kajti samo na tak način bo lahko potem bolj suvereno, samozavestno vstopal v stik z drugim, drugačnim. In tu je recimo veliko možnosti, še posebej veliko možnosti pri poučevanju jezikov, tudi slovenščine kot prvega jezika v Sloveniji. Namreč ravno ko določena literarna dela primerjamo, tudi slovenska, primerjamo z drugimi, se pokažejo posebnosti neke kulture. Tukaj so pa seveda še zelo dragocene literature, recimo sosedskih narodov, kultur in pa tako imenovana medkulturna književnost, kajti ko se mlad človek uživi v te literarne like, potem lahko z te perspektive pogleda spet v drugačni luči tudi na svojo kulturo. Vaš model se imenuje Tilka, vi ste ga pravzaprav razvili na globalni ravni. Pred kratkim je v New Yorku išla vaša knjiga. Kako torej model funkcionira na globalni ravni? Ja, sama sem te metode, nekatere metode medkulturne vzgoje že poznane, povezala s tako imenovanim trikotnikom moči v okviru transakcijske analize, ki govori o tem, v kakšne odnose, v kakšne razmerja moči vstopamo v konfliktih. In seveda tudi pokaže, oziroma sama sem se spraševala, kateri so jezikovni obrazci, ki jih lahko prav pri pouku tudi analiziramo v literarnih in neliterarnih besedilih in s tem mlade v bistvu navajamo, učimo nenasilne komunikacije. To je pa potrebno, ker je tudi v globalnem smislu prisoten, ali pa bom rekla, so prisotni vedno ostrejši konflikti. Smo v takem času, ko se tudi na globalni ravni zapletamo nek začarani krog, ko nas ti globalizacijski pritiski silijo v to, da vidimo medkulturnost kot nek strošek, kot nadstandard, nepotreben in to povzroča seveda ostre konflikte, etnične, verske. Reakcija pa je taka, da se bodisi ljudje umaknejo, še bolj distancirajo, ne želijo o tem govoriti ali pa še bolj
ostro reagirajo. In potem seveda so konflikti še hujši, medkulturnost je še bolj umaknjena na stran in globalizacijski pritiski še naprej delujejo. Skratka, naložba v večkulturnost je pravzaprav naložba, to ste pravzaprav hoteli na kratko. Tako, to je v bistvu edini izhod, se kaže, ne, da ozavestimo svojo kulturo in sprejmemo, razumemo druge. No, samo prosim na kratko, knjige so zagotovo dober način za spoznavanje drugega, mogoče samo eno kratko priporočilo pred poletnimi počitnicami. No, morda pa lahko priporočim knjigo iz naše nove medkulturne zbirke Ponta Nales. To je Sarajevo med Ljubljano in Beogradom, zbirka pisem Josipa Ostja in Vere Zogovič, ki je pomemben dokument, ker je nastajala med obleganjem Sarajeva. Najlepša hvala za pogovor in obisk v našem studiu. Hvala vam.